Pozdravljeni, dragi gledalci in dragi gledalke, v prvi epizodi naše pogovorne oddaje InFocus. Danes je z nami fotograf in videograf Marcel Gregorič. Pozdravljen. Zdravo. Hvala za povabilo. Hvala, ker si se odzval na naše povabilo. Ja, to je že bil tak, kako bi rekel, must have zaradi tega, ker sem bil tak, že dolgo nisem bil na tej šoli. Tako dolgo časa že nisi bil na tej šoli, ti si tukaj šolo, ne? Ja. Jaz sem stari dijak. Si kar nekaj časa preživel v podobnih prostorih, kot imamo mi danes tukaj, ne? Tako. Sicer ni tako, kot si mi prej si mi malo razlagal, kako je bilo to včasih. Ja. Če mogoče greva na tvoj sam, tako začetek tvoje fotografske poti, če bi lahko tako rekel. Ok. V bistvu jaz se nisem odločil, da bom bil fotograf, pa snemalec. Jaz sem šel na to šolo zaradi tega, ker sem mislil, da bom bil grafični oblikovalec. Okay. Tako da sem v bistvu ker sem risal, potem pa se je pač ta ideologija v šoli spremenila, no? V smer fotografa, snemalca, oziroma prvo fotograf, koliko sem že nekaj let delal kot fotograf, pa sem se preusmeril še z ekipo v snemanje. Torej, iz risanja si šel nekako na fotografijo. Tako. Kako se je to zgodilo? To je bilo neka spontana stvar, je bilo to planirano, ali kako si prišel do te točke nekako, do te prelomnice? To je zdaj dobro vprašanje. Včasih sem res oboževal risanje, ampak ko sem začel hoditi tukaj v prvem letniku za grafičnega oblikovalca, je postalo to tako malo povezano, ker nekaj smo fotografirali, nekaj smo potem to spremenili v grafično oblikovanje, ampak sem tako videl, da koliko pač moja smer bolj leži v smeri fotografije kot v samem oblikovanju, sem se potem enostavno usmeril v fotografijo. Je pa res, da polno, v bistvu sem pa začel takoj po srednji šoli, ko sem začel že delati. Okay. Prvo z modnimi revijami, potem pa čez dobre pol leta že prva poroka. Zdaj pa v bistvu že delam 13 let. 13 let. Večinoma poročno fotografijo pa videografijo. Drugo pa kaj delam še za svojo dušo, tiste pa posebej. Tisto potem je, ja. To je nekako, tako. Da se spusti. Tako. Ja. Okay. Torej, ti si v bistvu del ekipe Ljubezni dan, voditelj oziroma ustvaritelj M-Visuals, potem imaš tudi svoj podcast, Ni da ni se imenuje. Skratka, dosti nekih projektov, ne? Dosti nekih stvari se ti dogaja, tako bomo rekli. Ko da ni dovolj, sem še šel zdaj delati svoj YouTube kanal, tako da. Ok, ja. še dodatno, ok. Ja. Tako, to bo kot... Moraš vedeti, da v mojem opisu življenjepisu je pisalo, rad si komplicira življenje. Ok, rad si komplicira življenje. Ampak ja, to rad delam, tako da to ni v bistvu delo, to je pač strast do tega, da čim bolj kreiram, ustvarjam, spoznavam ljudi, podcast je super stvar za to. Potem pa, da če še lahko to spraviš v neko video vsebino, je pa to pač en dodatek. Tako pravijo, ne, da v bistvu, če si najdeš neko stvar, ki jo rad delaš in tisto potem delaš kot za svojo službo, pač nimaš občutka, kot da delaš dejansko. Drži, ja. Je res, da to ti je lahko včasih malo zanka, zato, ker ne ločiš, ravno zaradi tega ne ločiš privat življenja pa dela, ker je to pač enostavno to je stil življenja, no. Pa dosti krat moraš mogoče tako biti, da dosti krat, sploh se mi zdi, ko sem jaz začel v tej smeri, je dosti ljudi govorilo, pa tega je ful, pa konkurence imaš okoli, to ti ne bo nikoli uspelo, ali pa vedno boš nekje zadaj, zaradi tega, ker enostavno jih je preveč, ampak dejansko je, čeprav nas je že toliko, je še vedno toliko dela, da enostavno za dobenega ne zmanjka. Tako da, če enostavno imaš to rad, je samo prav, da naprej pa spelješ te poti. Torej, dela je dosti je tudi ljudi, ki se s tem ukvarja, ampak nekako tisti, ki se vidi v tem, torej v bistvu bi mu ti rekel, da naj gre naprej. Ja. Da naj potisne čez tisti zid. Ja, pač jaz osebno sem dobil polno udarcev, da pač
ne bo ti uspelo, preveč ljudi je na trgu, kje se boš z vsemi temi kosal in tako naprej. Ampak to so samo pač izgovori, ki očitno nekomu so pomagali, da je odnehal. Jaz pa pač ne iščem teh izgovorov. No. In danes sem pač tu, kjer sem. Nisem najbolj uspešen, ampak sem srečen, kaj delam. Se mi zdi, da to je najbolj pomembno. Res je. Tako, tvoja ljubezen je tudi nekako v sami fotografiji porok. Si tudi del ekipe Ljubezni dan. Pa mogoče, če bi nam povedal lahko kaj o temu. Kaj je recimo bila tista, recimo prva poroka, ki si jo slikal? Če gremo malo nazaj. Kako je tisto izgledalo? Kako je mladi Marcel se počutil takrat? Pač to je taki biznis, ko vsi začnemo nekje za svojimi družinskimi člani, ne? Tako da tete, strici, to je prva tista stvar, da boš nekaj probal. Veš, da zna iz tega priti denar, takrat je že zelo uspešno, lahko iz tega prišel denar, ampak pač probaš, ne. Jaz sem takoj po srednji šoli, mislim, da je bilo pol leta, sem slikal poroko kolegice. Sem videl, okay, to bi bilo za mene, bilo bi zanimivo, ampak je bilo zelo težko, ker si bil sam, ne. Jaz sem takrat to delal sam, videl sem, da ogromno energije gre, ogromno stvari moraš biti pazljiv. In v bistvu se je tako speljalo, da leto pozneje, ko sem skoraj že mislil, da bom nehal delati poroke, sem v bistvu srečal svojega prijatelja, ki je tudi hodil na to šolo. Ste vsi iz teh krogov? Ja, tako in je bil v nekem podobnem precepu, delal je že poroke, pa je v bistvu dal idejo, da ima probati midva skupaj. Imam idejo o eni ekipi, Ljubezni dan, takrat je bila bolj filozofija še. Je že nastajalo, ampak ni še bilo za to, ne. Kot tiste prve faze. Ja, prve faze, ja. In potem je steklo, no. Potem pa smo smo videli, da imamo zelo podoben način kreiranja. Smo bili trije prvo, se pravi, še njegova punca takrat. In evo, pa smo videli, da to nam laufa in vedno bolj smo videli, da imamo podoben stil, kar je v bistvu zelo težko, da se najdejo 3-4 fotografi, ki imajo neki isti stil zajema, pa potem še obdelave. In smo videli, ok, tukaj smo, ajde probamo leto, pa probamo še leto, pa je minilo, evo, 10 let. 10 let se je okoli, ne? Ja. Kaj pa je recimo, zdaj, če pomisliš, ok, res je dolgo obdobje to, dosti nekih porok ste dali skozi, dosti nekih izkušenj si nabral. Kaj pa je tista poroka, recimo, ki se ti je res vtisnila v spomin? To je bilo krivično, da bi rekel, ker vsako leto imam neko poroko, ko pač je bum. Je nekaj za sebe. Ja, nekaj za sebe, ampak ne morem, da bi opredelil zdaj, kjer je bila najboljša, kjer je bila najslabša, zato, ker niti se ne spomnim več, zato, ker je bilo toliko tega, ne. Vem pa, da vsako leto najdem nekaj, ko me pač fascinira. Kar je umetnost mogoče pri poroki je, ker dosti krat se ti ene stvari ponavljajo, ne. Pač ne moreš na njih vplivati, tako da tvoja kreativa se lahko bojiš, da bi mogoče padla, ker moraš delati skozi iste zadeve, ampak nekako nam je vedno bil v ekipi neka ideologija, da najdemo skupaj vedno nekaj novega, kar bomo pač naredili, da bo neki bum. In še zdaj nam to pač rata, no. Vsakič, da nekaj probate nadgraditi. Nekaj probamo nadgraditi, ja. Ali z parom, ali z svati, ali nekaj z nekim stilom, ali na koncu koncev v postprodukciji. Nekaj pač probamo, no. Zakaj? Zato, ker zdaj smo 4, ne. Vsi delamo to s čisto strastjo. In tudi tako smo se odločili, da to bomo ves čas delali, dokler bo v nas bila strast. Ker če imaš to rad, potem ti ni težko, ljudje se te zapomnijo. Stranke nas načeloma poznajo potem, da smo taki, da z njimi živimo tisti dan. In se mi zdi, da pustimo eno taki lepi pečat potem, kar nam je dalo v bistvu naprej res dosti strank še za naslednje 2-3 leta. Tako da fotograf ponavadi na poroki v bistvu ni samo fotograf, ne? Mora biti tudi pripravljen postoriti kaj več. Jaz bi rekel, da če je pravi fotograf, potem je tudi organizator. Zato, ker napačno sem rekel,
je na poroki nekaj, kar se zalomi. Nikoli še ni bila poroka speljana od A do Ž brez. Tako kot je bilo na papirju. Ja, vedno pač, ne? to je pač poroka in tako je tudi prav. In takrat moraš biti prilagodljiv. In zdaj, če vidijo, da ti nisi v stresu, da imaš stvari pod kontrolo, da jim celo pomagaš. Ne vem, jaz sem imel primere, ko smo z ekipo okrasili poročno torto, ker so jo pozabili opremiti, ne. Pa se to zdi mogoče taka čist banalna zadeva, ampak jo pozabijo. Medtem, ko vodiš neke stvari, ko se ljudje zgubljeni, ker ti si navajen protokolov, ti je lažje in jih lažje usmerješ. Tako da, če vidijo, da imaš ti ta nadzor, je tudi njim lažje in jim olajšaš ta dan. Torej nekako čim bolj pripravljen biti v bistvu. Ja. Kako pa nekako začeti? Zaradi tega, ker mislim, tako, če prvič slikam nekaj, kako ne bom potem pripravljen na to, ne? Kako? Ne moreš biti pripravljen. Pač tak je, moraš se vreči v to. Enostavno, en del je takega tiste gamblinga. Okay. Da pač prvič moraš probati, ampak ni to fajn, da probaš tako sem rekel, na nekom, ki je stranka in ne poznaš, ne. Ja. Zato je super. Familije, neki pikniki družinski, da probaš, kako ti v bistvu že znaš reagirati z ljudmi, ker to je zelo tako personalno delo. Ves čas imaš nekak tak kontakt z ljudmi, tudi ne samo z parom, ne. Svati te opazijo, kako se ti znaš z njimi obnašati, ali jih znaš pravilno na nek način obrniti, če rečem, zato da se oni tebi sprostijo, da ne izgledajo nespontane fotografije, ampak dejansko znaš ti ujeti momente, ampak to lahko vadiš, ne? To lahko vadiš kjerkoli. Pač moraš najti načine, se sem rekel, družinski pikniki. Jaz se spomnim, jaz sem včasih šel po mestu, random ljudi fotografirati, pa zgledaš pač malo tak špijun, ne? Ampak ti prije prav, ne? Ker potem opazuješ doma v postprodukciji, kakšne izraze si zajel, če ti to leži, kaj bi rad popravil. In to so spontani trenutki, ki boš potem na poroki še mogel toliko bolj biti pozoren. Tako da v tej smeri, mislim bi jaz, če bi danes sebi rekel, idi spet naprej po isti poti. No. Torej, nekako, tako če povzamemo, oziroma če rečeva, torej, da verjamemo v to, kar delamo, oziroma verjemi v to, kar delaš, in potem pač tudi, čeprav te je mogoče sram na začetku, ali pa karkoli, pač se enostavno začeti. Ja, začeti nekaj, enostavno se vršiti noter v to. Ja, pa ne se tlačiti, no, da bi zdaj, ko je neki neuspeh, ker bo neuspeh, ne takrat potem pač se vdati. Ker to je največja posledica. Zdaj mi pa ni uspelo, ali pa sploh najhuje je, ker zdaj imamo pač toliko kontenta na YouTubeu, se začneš hitro primerjati. Res je. Ampak ti se ne moreš primerjati z človekom, ki mogoče dela 15 let to stvar, ali pa ti, ki jo delaš 3 mesece. Ja. In dosti krat potem odnehaš, ne, zato ker vidiš, on je tako dobro naredil, le za njega. Ne moreš, ne, to so izkušnje, to so znanja, to je pravem momentu, v pravem trenutku biti na nekem mestu, tudi včasih različne stvari se poklopijo, tako da takrat ne se samo vdati, ampak iti naprej, ne, ok, danes sem zgrešil, jutri bom nekaj boljšega našel. Če ljubiš fotografijo, potem pač neš odnehal, samo to je glavna stvar. Okay. Tako, torej napake nekako nas ne definirajo. Ne, včasih so celo dobre. Včasih so celo dobre, točno tako. Ja. Midva greva pa zdaj stran od napak. Ajde. Midva greva zdaj k enim takem zanimivemu segmentu, pa bova pogledala, kaj v bistvu se skriva tukaj v naši posebni mizici. Evo, če takole jo odpreva. Dokaj ne grem noter, je se vredo. Dokaj ne grem, točno. Evo, tako, tukaj je eno tvoje delo. Jo, ja. Eno tvoje posebno delo. Točno. Bi nam mogoče lahko povedal, oziroma bi mi lahko mogoče povedal, kako je prišlo do tega? Kaj si tukaj razmišljal? Kaj je nek backstory vsega tega? To pa zdaj v bistvu čist druga fotografija, povezana z mojim delom. Tako sem rekel, jaz pač sem zelo ljubitelj fotografiranja narave, živali, zadnjih par let sploh ptic. In to pač je čist svet za mene, se pravi, to nič nimam od tega, razen to, da si polnim svojo dušo. To je v bistvu jaz sem bil v bistvu na potovanju
sem živel nekaj časa v Afriki, v Keniji in smo šli v bistvu za nekaj dni kampirati v safari. In potem smo v bistvu šli gledati divje živali. Tak. In ena izmed teh slik je v bistvu slon. Ni pa fora v tega, ker slona vsi smo že kdaj videli, pa tudi v živo je isti, kot ga na televiziji vidiš, tako da ni neke hude razlike. Bolje je bila pač sama kompozicija fotografije. Zato, ker ko sem slikal, sploh nisem tega takrat videl, to je najbolj zanimivo, ne? Jaz sem kasneje v postprodukciji opazil, da me je spominjalo, kot da gledam z ptičje perspektive en drug svet. Okay. In to je v bistvu bila prva moja printana fotografija, ki sem je dal dejansko tiskarjo v tisk, da sem jo naredil v res veliki format za pol stene. Okay. In je bila stala in krasila mojo steno. Tako da zato sem jo tudi, ko si me vprašal, kje so moje top 3 fotografije, takrat, ko smo se pogovarjali o tem, je bila ta med prvimi, zato, ker tu se je v bistvu vse začelo. Res je. Tako nenavadno je. Mislim, ja. Če bi jo recimo kar nekomu dal za pogledat. Ja, sej. Tudi ko pride k meni domov, me še vedno stoji na steni. Včasih ne razumejo, zakaj imam to sliko na steni. Ampak bolj se gre, kaj sem jaz videl skozi svoje oko. In včasih ti je v bistvu vseeno, kaj drugi mislijo o tej sliki. Ampak kjer so pri tebi emocije sprožijo, ko gledaš to sliko. Jaz se spomnim na eno najboljših dni mojih življenja, ko sem bil v Afriki. Potem spomnim se na to gromozansko žival, ker to v bistvu ni kar eden slon, to je en poseben slon, ki je star več kot, mislim, da 60-70 let. Je bil en najstarejših v tistem okolišu. Po njem je celo dan pivnica v Afriki, Tasker se imenuje. Res? Ja, tako da sem še poraziskoval stvari o njem, ampak fora je bila bolj v tem, da slučajno se mi je poklopil, da smo ga našli, slučajno se mi je poklopil, da sem zajel tako sliko, ki jo lahko gledaš ali kot žival, ali pa kot neko perspektivo nekega tujega sveta, ker lahko bi bil Mars, ne? Ja, tako meni vsaj je prvo na misel. No, tako da vsi tudi ne vejo, ko pridejo k meni, recimo, da ne vejo, kaj je na sliki, ne? Če nisi dosti pozorni, da so tu trpalnice, sploh ne bi vedel, da bi mislil, da je zemlja. Res je. Ja. Tako da, zato je pač bila tako bolj posebna, pa v meni pač budi neke emocije, tako da zato sem jo tudi pokazal. Mogoče, če greva nazaj na ta dan, takrat, ko si tisto sliko, tako rekel si, kaj, bili ste v kampu, si omenil? Ja. To je bilo, kampirali ste več dni, ne? To je tako, iz vseh tistih dni je ravno ta bila. Ja, vse to. To nam mislim, da dosti pove dejansko o tem, kako včasih nastanejo tiste fotografije, ki jih enostavno ne moramo planirati. Včasih so glih tiste top dejansko. Ja, take, ki pač enostavno ne moreš pričakovati vsega. Res je. Včasih je celo tak, to sem zdaj začel delati zadnjih par let. Včasih je pa tako, da je nekaj samo za tvoje oko, pa niti ne fotografiram. Vidim neko stvar, ki bi zelo dobro bila na sliki, ampak jo samo opazujem skozi, pa si misliš tako, gre ta živa. Moj trenutek. Ja, ki je to samo moje spominu, tako da tudi to se zgodi. To so tisti res posebni. Ja, ampak potem moraš pač uživati s tem. Tako da po mojem vsak od nas ima neko stvar, ko ga fascinira, pa potem najde v tem neko veselje. Pa mogoče tako, če se malo dotaknemo tehničnega pogleda te fotografije. Kako je prišlo do tega? Recimo, ti si bil v vozilu, recimo, kako si se sploh ti tako približal taki ogromni živali v bistvu? Ja, zdaj tak je, ko si enkrat v Afriki, pa par dni si že v safariju, potem vidiš, da sloni pač so tako pri nas, ko greš v trgovino, pa imaš konzerve toliko jih je, ne? Okay. Da ni neki problem, drugače slona dobiti. Je pa sreča, če vidiš pač največjega med njimi. Da, to so ponavadi alfa samci, v tem primeru je to bilo, prepoznani so tako, ker edini živijo sami, samotarji. Vem, da je bilo takrat jutro, zelo zgodaj vstane,
4-5 zjutraj štartaš že iz kampa. Okay. In potem z vozilom se pogovarjajo med sabo, ker iščejo ta te živali. In ko prvi opazi, tisti potem celo ostalo skupino pokliče še drugih rangerjev okoli. Če imaš srečo, da si ti prvi, ne, pač imaš prvi fotografijo, ker potem, ko prijaš vsi turisti, to se uničijo. Za fotografa je to svet. Ampak mi smo bili takrat prvi, ja. Tisti dan je bilo več stvari takih. Prvo smo videli celi kup levov, pa v bistvu bil naslednji ta slon in to je bilo, mislim, da nekje 6. To se je tako cel dan, torej od zjutraj do večera v tem, ja. V tem elementu. V tem elementu, ja. Stalno razmišljam. Je pa res, da tehnično gledano jaz bi danes to se stvari popravil. Tudi fotoaparat smo takrat proti temu, kaj pa zdaj uporabljamo obupno, ampak dobro, uspelo je, ne. To tudi pokaže še en dober aspekt fotografije, ne, da mogoče včasih vseeno oprema ni glih tista glavna stvar, ki nas loči, ne. Tu se čisto strinjam, no pač oprema te ne sme bremzati pred tem, da nehaš biti kreativen. Ker to ima dosti, ko se pogovarjam z drugimi, ko isto delajo, ko so v istem delu kot mi, no, da imajo s tem probleme, no. Da pač, če ni zdaj najboljša oprema v tistem danem trenutku, sem slabý, ne. V bistvu pa to sploh ne drži, ne. Lahko nekdo telefon uporabi pa naredi boljšo fotko, ko pa oni, ko ima za ne vem kakšen denar kamero, ker je ne zna uporabljati. Tako da definitivno je to, da nekaj je talent, nekaj je znanje, ki ga dobimo, ali tako skozi šolo, ali pa skozi leta, ko jih dobivaš, izkušnje so dosti. Nekaj je pa to, ko imaš tudi malo sreče. Tako da v pravem trenutku na pravem mestu. Tako, je res. Mogoče se dotaknemo še ene tvoje takšne zgodbe, evo. Ti vrnem. Tako. Naslednja fotografija. Kakšno zgodbo ima ta v bistvu? Ta slika pa ni čisto nič drugače posebnega, če bi rekel, nekaj lahko. Drugače to je sedlo. Slikano za Šmarne gore. Je pa fora v tem, da tistem tednu je prišel ven, kaj v firmah lahko govorim, ne? O dronih, ali moram samo dron reči. En dron, v glavnem. Ja, je prišel en znan dron. Mislim, da vsi vemo. Ja, tako ja. Znan dron ven in jaz sem takrat je bilo tako, da nisi mogel, ko si ga dignil, nisi imel take dobre signale, ko danes, ko lahko greš, pa te ni strah, da se ne bo več vrnil nazaj. Ampak jaz se takrat nisem pač s tem ukvarjal, ker sem bil preveč zatopljen to, kaj vidim na sliki. In v bistvu na tej sliki je fora v tem, da jaz sem v bistvu bil krepko nad oblaki, tako da tu spodaj... Visoko. Ja. Ker visoko, ja, in tukaj spodaj v bistvu so že oblaki, jaz drona več nisem videl. Nekaj časa sem potoval skozi oblake in ko sem prišel ven, je izžarela ta gora, ne? Tak naredil. Ja, tak, ja. In je bil pač pravi trenutek isto. Jutro je bilo, spomnim se, da sem še v temi hodil na Šmarno goro, da sem prišel ob sončnem vzhodu. Spet zgodnje ure, ne? Ja, jaz sem pač jutrni človek, tudi. To je pač moj problem. Je to kar v pomoč, mislim. Ja. Na področju fotografije še posebej. Ja, itak je. In potem pol pa je bil samo zajet moment, no, in to je tudi ena slika, no. Jaz sem ti poslal same slike, ko sem jih dejansko dal delati v tisk in tu sem naredil nadgradnjo, poleg tega, da sem na veliki printu sem še 2 taka primera podaril. Še enima dvema, ko ima pač so bilo to všeč. To tudi krasi dome nekje. In bi rekel, da je to še eno darilo fotografije, ne? Oziroma tistih, ki se ukvarjamo s tem, ne rabimo tega samo obdržati za sebe, ne, seveda ne. Ampak lahko to tudi komu podarimo. Ne? Tako je. Komu pričaramo. To je super darilo. Ja, ker včasih gledamo tako kot nekaj samo umevnega, ker imamo pač na telefonu, ne? Ko pa se mi zdi, ko pa je slika sprintana,
ko imaš fotografijo dejansko v printu v rokah, da pa neki čist drugi feeling. Jaz vem pač, da vsakič, ko imam pač prijatelja, ki je tiskar, pa me te stvari printa, ko dobim, pa vim prvi tisti tisk, to je tak sežina. Je nek drugačen občutek, ko vidiš. Ko primeš sliko dejansko svojo. Teda to še pa je. Tako da bi rekel, da mogoče za nekoga, ki se ukvarja s tem, pa ki še ni probal recimo tiskati fotografije, mogoče ga je strah ali pa karkoli, da naj proba enkrat in potem... Jaz to vedno vidim, čist taki banalen primer. Na porokah imam en tak trik marketinški. Vedno, ko je na koncu dneva, imam ta mini printerček in potem sprintam eno lepo fotko, ki smo naredili s poroke od para in pol opazujem reakcijo, ko dobijo tisto fizično. Mini printer, to misliš tako, ga imaš zraven tam? Zraven, ja. Koliko je to, recimo, velika zadeva? Praktično za žep. Za žep, ja. Super zadeva, zelo kvaliteten več print in potem lepo sprintam v tem kocka frame-u in ko vidiš, jaz vedno posnamem potem v Instagram, dam in vidiš reakcija, to je. Torej, tako kot včasih polaroide. Ja, se tudi na ta princip je ustvarjeno, samo da kvaliteta je pač veliko boljša. In vidim reakcijo, tako da fizičen print nek nam da občutek. Reakcija je vse, ne? Vse mogoče, včasih je dobro, da si vzameš čas, pa od naših staršev odpreš kakšen fotoalbum, pa začneš gledati slike, pa vidiš, da je čist drugače, ko scrollaš po telefonu, pa gledaš neke slike. Res. Tisto zadane te bolj, mislim, da vseeno. Zadane te bolj, da je to vseeno nek dejanski trenutek, ki se je pač zgodil. Ja, in se ne bo več ponovil, tako da to je čar fotografije. Mi vedno zajamemo nek trenutek, nek čas, ki več nikoli ne bo. Tudi, če ga greš poistovetiti na isti način, ne bo več isti čas, nazaj ga več ne bo vrten. Zaradi tega so tudi potem pomembni dobri fotografi, ker dosti ljudi, mislim, da danes še vedno razmišlja, ok, se je kamera tam in je pač to, kamera bo že slikala, fotograf vseeno. Malo slabšega, malo boljšega, če vzamemo, se ni važno. Ja, res je. Ampak res se dosti skriva za kamero, še vedno. Ko pogledaš, samo reč malo širši, kot pogleda. Ja. Tako. Hvala ti res zaradi tega, da so tudi lahko tako se pogovorila o teh dveh zgodbah. Evo, tu gre nazaj v našo skrivnostno škatlo. Navarno. Bomo videli, kaj bo drugič ven skočilo, oziroma kaj bo ven pogledalo. Drugače pa, mislim, če bi recimo povzel tvoje celo znanje in bi imel tukaj pred sabo, kaj pa jaz vem, mladega sebe. Čisto na začetku svoje poti, recimo ne veš, s čem bi se ukvarjal, ne veš, kaj bi delal v življenju. Kaj je mogoče tista ena stvar, ki bi sam sebi rekel, ki bi jo samemu sebi zaupal, da bi ti bilo mogoče malo lažje vseeno. Vsi vemo, da pot do uspeha ni lahka, dosti je nekega časa vloženega, nekega dela, tudi ljudi, ki nam pomagajo. Mislim, da tako vsaj meni osebno zanimivo, ta en izraz self-made, tako se danes dosti uporablja, da je nekdo kot sam prišel nekam, pa dosti krat, oziroma praktično nikoli ni tako. Ja, res je. Jaz bi mogoče samo ne bi kaj dosti spreminjal svoje poti, zato ker me je izoblikovala to, kar pač sem zdaj. Bi pa mogoče, kar bi sebe popravil vmes, je to, da bi si rekel, bodi malo bolj samozavesten. Zato ker dosti krat sem veliko kasneje speljal neko stvar, samo zato, ker sem preveč okleval, pa na koncu tako šlo vse ok. In samo to mogoče. Prijeti čim več znanja, ga dobro absorbirati, potem pa biti kreativen. In se ne pustiti nekih tujih dejavnikov, da ti vzame izven fokusa, če vidiš, da je to tvoja smer, sledi, ker ti bo uspelo na koncu. Torej tam
kjer je volja, je pot. Tako. Tako Znane nekako besede, ja. je tako res. Drži. Tako vidimo realen primer tudi tega. Hvala ti, hvala ti res zaradi tega, ker si se lahko odzval na naše povabilo. Tako, a si naš prvi gost? Je v čast. Tako da, zdaj pa mogoče bi tako za konec, če bi naslednjemu gostu lahko pustil kot neko vprašanje. Vprašanje ali pa neko misel, da naj pove, pač za naše gledalce. Kaj je neka zadeva, ki bi mu je rekel? To foro jaz svojem podcastu. Mogoče, zdaj vem, kako se počuti. Kaj bi mu rekel? Pa dajmo tak. Če bi katerokoli stvar na svoji poti, v kateri pač je bil, želel spremeniti. Ok. Bomo vprašali do naslednjega gosta in potem si lahko pogledaš lahko vidiš odgovor. Drugače pa še enkrat hvala ti. Hvala za to, ker si se odzval na naše povabilo, res še enkrat. In pa hvala tudi vam, hvala zaradi tega, ker ste nas spremljali. Naslednji teden oziroma čez 2 tedna pa se vidimo in pa tudi novega gosta.